Dobrodošli v Sloveniji, v deželi orožarskih afer. Ne mine ene volitve, ne da bi se o teh orožarskih aferah pogovarjali, in ne mine ne ena komisija, ki bi prišla do dna vsaj eni izmed orožarskih afer. Če pogledamo v zgodovino, prva, ki se je ukvarjala, je bila Madonova komisija, ki sploh dela ni dokončala, ker predsednik več komisije ni sklical zaradi groženj, ki jih je bil deležen. Druga komisija, ki se s tem ukvarjala, je bila komisija, ki sem jo sam vodil. Ta je vmesno poročilo pripravila tudi poročilo, ki bi ga moral potem obravnavati Državni zbor, vendar je, veste, verjetno zgolj samo na vključje to, da so v tem obdobju, ko bi morala komisija dokončati delo in ko bi Državni zbor moral to obravnavati, sta pa vlado prevzela dvojec, Bajuk, Janša. Tudi samo zgolj naključje je, da gospod Janša ni prevzel vlade, ni bil predsednik, ampak šel na obrambno ministrstvo, kjer je bil potem nadrejen direktorja varnostno-obveščevalne službe, ki je trgovala z orožje, in da gospod Bajuk, popolno neznanec takrat političnem prostoru Slovenije, prevzel vlado. To je zgolj samo naključje. Tudi to naključje, na kakšen način se je gospod Milan Cvikl poslovil od svoje funkcije vodenja te komisije, si lahko mislite zdaj pred zaključkom, da je tudi to v tej deželi, v kateri živimo, tudi zgolj samo naključje. In to ravno v tistem trenutku, ko bi morali poročilo sprejeti. Več kot očitno pa je in javnosti je znano, da so trgovine potekale in da mati vseh afer še vedno ni raziskana, čeprav se je z njo ukvarjalo največ komisij v Državnem zboru in čeprav ima država na voljo ogromen aparat policije, tožilstva, sodstva, obveščevalnih in varnostnih služb in nobena ni morala priti do kakršnega zaključka, ki bi odvrnil sum o posredni oziroma neposredni povezavi politike z trgovino z orožjem. Lahko do zdaj je znano, in ta komisija je več kot jasno pod vodstvom gospoda Cvikla z Gričar in pa Klavorjem sporočilom dolgo več strani dokazala, spoštovani gospe in gospodje, da je Slovenija pridobivala ogromno sredstva iz gotovine, dogodki so z pričami potrjeni, in da je dobivala tudi denar preko računov v tujini. Ob primopredaji med ministroma gospodom Janezom Janšo in gospodom Jelko Kacino pa teh sredstev ni bilo nikjer, iščemo jih še zdaj in tudi jih ni nikjer in nihče jih ne bo mogel najti, kajti ni nobene lastninske dokumentacije, ki bi omogočala ugotoviti obseg celotnega poslovanja, zato obstaja velik sum, da je šlo za nezakonita dejanja. Dokler ta sum ne bo odpravljen, se bo vedno porajal globok dvom, da je kriminal povezan s politiko. In od tod se potem razvija, spoštovani gospe in gospodje, razne domneve, razne basni, razne stvari, ki stvari zamegljujejo. Zdaj, v današnjem dnevu kroži naokoli pač zgodba, ki verjetno ni resnična, ampak če bila resnična, pa imela pač hude posledice, da so tako imenovani tajkuni kupili za 5 milijonov nemških dolarjev določene dokumente o trgovini z orožjem v Hrvaški. In kaj se bo zgodilo po zdajšnjih predvidevanjih? To, da kdor ima tak dokument v rokah, ima izredno moč, lahko utiša onga, ki mu pravi, da je nezakonito posloval, in smo zopet v cirkulusu viciozusu in stvari se ne raziščejo. Mislim, da in predvidevam, da bo naslednji mandat tisti, ki bo tem aferam oziroma dvomom nekoč napravil konec, mora se narediti konec, kajti te stvari v nacionalnem interesu, če zlorabljam ta pojem, škodujejo Republike Slovenije. Trgovina je bila, več kot jasno je bilo povedano, da gotovine je bilo ogromno, več milijonov ameriških dolarjev, te gotovine ni nikjer, mi ne vemo, kje ta gotovina je, tisti, ki so pa to gotovino plačali, so na drugi strani naših meja, pa te podatke imajo in lahko imajo potem politike, ki so se s tem ukvarjali za svoje talce. Zato lahko tak politik igra samo podrejeno vlogo
pri reševanju državnih problemov in je zaradi tega seveda Slovenija zelo, zelo oškodovana.